Dober dan, dobro jutro. Moj drugi poizkus stotinke za gospoda danes. Prvega je prekinil sinko zjutraj in sem si ga vzel k sebi, da so potem še malo dekleta lahko dlje pospala. Ampak zdaj, ja, danes oziroma letos ne prebiramo Lukovega evangelija, v katerem je zabeležena današnja zgodba, zgodba o poti dveh učencev v Emaus. Ampak mi smo zelo navajeni te tradicije, radi gremo v Emaus, ne? In ko majčkeno premišljujem o tradiciji te dni, ugotavljam, kak velik zaklad v bistvu imamo v tej svoji tradiciji, sploh zdaj, ker je nimamo, a ne. Meni so recimo sobotna vigilija večerna pa jutranja nedeljska vstajenska procesija, to sta ene dva najlepša, bi rekel, obreda v letu in zdaj, ker tega ni, včeraj sem gledal recimo vstajensko sveto mašo z nadškofom Ciklom po televiziji, hvala Bogu za čudovito petje, ki so ga tam imeli. Ampak ni isto, ne, kot kadar gremo skupaj s sofarani lepo v procesiji, v sprevodu skozi vas in prepevamo vstajenske pesmi, ne. No, ko gremo. Ob nedeljah gremo v vstajensko procesijo. Ob ponedeljkih gremo na obisk k prijateljem v Emaus. Letos ne gremo nikamor, letos smo doma, zaprti, ne. In moram reči, da sploh meni kot moškemu, ki rad kam gre, se po svoje že majčkeno fuzla, ne. In zelo razumem sploh tiste dedce, ki smo doma in ki ne gremo nikamor, ne. Dejansko je to psihično že kar lahko zelo utrujajoče, ne. Sploh zato, ker možakarji res radi gremo, ne. Tudi učenca sta šla ven iz Jeruzalema, ne da bi šla h komu na obisk, ampak zato, ker sta bila preprosto totalno razočarana, ker se njune ideje niso uresničile, tako kot sta si jih zamišljala, ne. In tudi naše ideje se verjetno letos ne uresničujejo. Dejstvo je, da če pogledamo na tale korona čas, nam je bilo res ogromno vsega odvzeto, ne. Ogromno enih stvari, ki smo jih ponavadi malikovali, ne. Zdaj čisto konkretno, evo, pred 2 dnevoma smo slišali, ne samo, da 1. maja ne bo počitnic, ampak možno je, da tudi poleti ne bomo mogli iti nikamor ven iz Slovenije, ne. Kakor sem se s parimi ljudmi pogovarjal, to je bila res tista ona pika na i za mnoge, a ne. Če se bo to zgodilo, da ne boš smel na Hrvaško na morje, grozljivka, ne. To je ena od stvari, ki jih Slovenci tipično malikujemo, ne. Ampak če pogledaš cel svet ima stvari, ki jih malikuje, ne vem, od Američanov, ki malikujejo posel pa denar, a ne, to jim je odvzeto, tega ne bojo imeli. Potem Italijanov pa fuzbal pa recimo šport pa tako naprej, pa Špancev, koliko enih stvari je letos nam odvzeto, ki jih nimamo, ki pa so v bistvu naši pobegi, naši maliki, a ne. In namesto, da bi recimo mi kristjani, okej, prav je, dejansko situacije po svetu so težke, tudi pri nas so težke in hvala Bogu za vse, ki se res požrtvovalno bojujejo proti temu nevidnemu sovražniku. Ampak dejstvo je, da v bistvu na nek način moramo moliti ne samo zato, da se ta preizkušnja čim prej konča, ampak obenem, da mi nehamo bežati in iti v raznorazne izhode, v raznorazne pobege, ki jih imamo. Še posebej govorim za moške, ne, mislim, pismo, dečki, gostilne so zaprte, ne, nema. Da nehamo bežati in da se zares končno enkrat soočimo s tem, da nas Bog kliče k nečemu globljemu, da nas Bog kliče v življenje, kjer ga bomo dejansko spoznavali. Tako kot sta ga spoznala ta 2 učenca, ne, ko so se jima odprle oči in sta videla Gospoda. Tudi mi smo poklicani k temu, da se nam odprejo oči in da zares vidimo Gospoda tudi v tej situaciji. In potem, ne samo, da ga vidimo, ampak da ga zares priznamo, da mu damo vso čast in vso oblast, ki mu pripada, da pademo pred njim na kolena, da pademo pred njim na obraz, če je treba, da prostriramo pred njim in da rečemo, Gospod, glej, ti si Bog, jaz pa to nisem, ti si Bog in mi ljudje to nismo. In zato se ti zahvaljujem, ne. In dejansko Bog je prišel na svet, Bog je umrl in Bog je vstal, aleluja. Vstanimo iz naših grobov in iz naših lažnih pobegov tudi mi. Blagoslovljen in vesel velikonočni ponedeljek vam želim.